V Slovenski Bistrici se je končal enkraten in tudi težko ponovljiv plezalni maraton, v katerem je glavno vlogo skupaj s soplezalci in v prvi vrsti glasnimi in množičnimi navijaki odigrala Janja Garnbret in preplezala 100 smeri in to v časovnem stroju enega dne. Šestindvajsetletnica je v prvi vrsti s družabnim delom, kjer ni manjkalo dobre volje in prešernega nasmeha, z dobrodelnim dogodkom zbrala dobrih 61.000 evrov. In vse to se je zgodilo v mestu Slovenska Bistrica, kjer domuje najlepši plezalni center v Sloveniji. Center ponuja velik nabor smeri, jaz jih bom danes preplezala 100, v centru je pa postavljenih, meni se da okoli 160 smeri, kar je ogromna številka. So vsi leveli, torej vsak plezalec lahko za sebe najde težavno smeri, ki je njemu primerna. Tudi za mene so postavili primerne smeri, tako da je super plezalni center, tudi največji v Sloveniji je in je res fantastično tu plezati. Veliko je bilo tistih, ki so Janji pomagali do začrtanega cilja. V prvi vrsti se je za ta podvig v steno podal tudi njen trener Roman Krajnik, ki je bil vesel, da se je toliko ljudi podalo v plezalno steno in prav ti so prišli iz različnih koncev Slovenije. Ja, zdi se mi to zelo pomemben dogodek, cenim njeno voljo, zdi se mi tako, bom rekla, navdihujoča. Super, da imamo take športnike, ki delujejo dobrodelno in so dejansko tudi športno zelo nadpovprečni oziroma, bom rekla, ekscelentni. Tudi iz Poljčan so pomagali pri tej zgodbi. Čudovito, več takih dogodkov, mislim, izjemno, brez besed. Veliko plešeš tukaj v Slovenski Bistrici? Ja, že nekaj časa, celo svoje otroštvo, plezanje mi je dalo veliko. Pa tudi trije vodilni ljudje bistriškega plezalnega centra so ažurno pomagali, torej preplezali so vsak svojo zastavljeno smer. Ja, bil je skrajni čas, da sem šel zdaj splezati eno smer, ker dogodek se je začel včeraj zvečer ob 9 in je bila moja dolžnost, da z Ursulo, ki cel projekt vodi, splezamo vsak eno smer v navezi, pravzaprav en drugega sva varovala. V navezi s plezalnim centrom pa je bila tudi ta prireditev. To se mi zdi enkratno, ker gre za botrstvo, za športnik, gre za vse športnike, ne zgolj za športne plezalce, alpiniste, ampak gre za olimpijski komitej in je to dobrodelna prireditev, ki menim, da bo vsem prinesla nekaj in kot vidimo po obisku, je to res dobro uspelo. Vsaka preplezana smer je torej prinesla tisti finančni drobec v malho skupnega zneska več kot 61.000 evrov. Zato so poskrbeli tudi najmlajši, ki so svoje delo opravili kar na balvanih. Ja, zelo mi je všeč, pa veliko pležem, drugače pa enkrat na teden treniram. Povej nam pobližje, kako je bilo plezati po balvani? Dobro, sicer malo težko. Ni bilo tako težko, samo bolijo te roke, ko že veliko plezaš. Sem prišla zato, da bi plezala, da bi gledala Janjo in zato, da bi dobila podpis. No, zelo vesela sem, da lahko pležem, zdaj ko je Janja Garnbret tu, pa ful se imam fajn. Ja, meni je tudi fajn plezati tu na balvanih in tudi, da lahko gledam Janjo, kako pleže. Da lahko gledam Janjo, pa da na balvanih prebavam kakšne modre. Za uspešno izpeljano nalogo pa je skupaj s sodelavci in člani alpinističnega kluba Impol poskrbela tudi vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher. Ja, Janja je krasna oseba z velikim srcem, neverjetno kaj počne na športnem področju in tudi neverjetno kaj počne na področju dobrodelnosti.
Zadaj stoji za njo ogromna ekipa, za tem projektom stoji kar nekaj ljudi, od prostovoljcev in vseh znotraj Alpinističnega kluba Slovenska Bistrica, celotna njena ekipa, Garden Bread d.o.o., 2 agenciji, ki v bistvu to urejata, Spontanzo in Fabulatorij, in še številni drugi, ki brez njih tega tukaj ne bi bilo. Sploh pa ne brez medijske podpore vseh vas novinarjev, RTV-a, Vala 202, ki sta danes tudi tu in prenašata v bistvu v živo. Veliko stvari se je iz 22. na 23. avgust v enem dnevu, 24 urah zgodilo v mestu izpod Pohorja. Sedaj pa bolj uradno. Madonna, koliko je lepo in koliko vas je. Dobrodošli, dragi prijatelji plezanja, dobrodelnosti in Janje Garnbret. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Posebej lep dovečer pa seveda naši osrednji gosti, športnici Jani Garnbret, zaradi katere je pravzaprav tudi ta dogodek tukaj pri nas. Zdaj res je, v Slovenski Bistrici skrbimo za šport, pa tisto v županu pustimo, ne? Podprli bomo tiste športnike in parašportnike, ki potrebujejo finančno podporo, s čimer v bistvu si tlakujejo pot v lepšo prihodnost. Šport je en glavnih načinov, kako si pač lahko izboljšaš prihodnost. Dajmo probati zbrati čim več sredstev za mlade športnike. In isto bo med prvimi sedaj podelil prav Jani Garnbret ta certifikat Oli in pa tudi taka broščica, ki jo seveda tudi ponosno nosi tudi Istok na suknjiču. Taekwondo, njegova disciplina, in leta 2012 se je boril na olimpijskih igrah. In sedaj ima tudi certifikat Oli. V bazenu je plavala Metka Šparec-Malenko in danes tudi certificirana olimpika. Z nami še ena plavalka, Katja Fajn. Enej Marinič, judo 2024, torej lani v Parizu. Jani Klemenčič. Seveda veslač. Z nami Ilka Štuhac. Še slikico tamle za fotografe, da se vidi. Oli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 24 ur se začenja zdaj. Seveda ne boš plezala takole lepo oblečena, se greš lahko preobleč. Srečno, uživaj. Leti hitro mine, mi pa tudi gremo plezat. Ajde Janja, srečno! Žurka se je začela All right, come on guys.
Hvala.